Delavnica poteka v sklopu kulturnega inkubatorja pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ. In gre za 8. delavnico po vrsti, imeli bomo se 4, tako da vabljeni, nas bomo obveščali. Jaz ne bi dosti govorila, bi kar prepustila besede oziroma ode kulturni skupini. Samo to bi vas še prosila, da mi pripišete prezenčno testo. In to je vse. Uživajte. Hvala. U školu na roditelja, ki si podpiše, da im da prisutno. Kaj znaje ravno ti trener? Da ne istorijski, no? Makedonsko devojče, kitkaša ena, pohranjena nabrana, dar podarena. Da li ima na ovoj beli svet poubavo devojče od Makedonče? Nema, neke se rodi poubavo devojče od Makedonče. Kako svira splete, kako koprina, lična je i polična od samovila. Da li ima na ovoj beli svet poubavo devojče od Makedonče? Nema, neke se rodi poubavo devojče od Makedonče. Koga pesna zapeje, slave i natpe, koga oro zaigra, srce razigra. Da li ima na ovoj beli svet poubavo devojče od Makedonče? Nema, neke se rodi poubavo devojče od Makedonče. Ne bom se delati. Više sem kostim. Jaz bom v kratkih, malo navednicah, pripravila sem sicer malo več o makedonski kulturi in makedonski folklori. Če bi hotela pisati o makedonski folklori, lahko bi pisala dneve, pa še vsega ne bi napisala.
tako da sem vseeno zajela tisto najbolj pomembno, kar je, in vam bom na kratko predstavila, kaj sploh se gre, kako je sploh naš narod pesnil in tvoril. Zgodovina makedonske sage je dolga, kolikor ime Makedonija. Skozi stoletja je ta bila etnično zatirjena, uničevana. Tradicija je bila ta, ki je narod ohranila, ter preko nje se je krepila narodna zavest. Mogoče v večjem odstotku Makedonci niso bili formalno izobraženi, no makedonski gen, kot v njih, je ves čas aktiven in je prehajal s kolena na koleno, iz roda v rod. Zato lahko poudarimo, da je za Makedonijo pomembna ustna ustvarjalnost. Zbiranje ljudske modrosti, ustne zgodbe, pesmi, glasba, folklora so bili pomemben element, ki se je postavljal po robu uradnemu propagandnemu izobraževanju. Namreč, tisti, ki si je podjaril v Makedoniji, je tudi predpisal izobraževanje v njegovem jeziku, ki je seveda skozi edukacijo poskušal čim več tudi asimilirati narod. Makedonci so se upirali tako, da so ogromno ustvarjali, najbolj pa s plesom, glasbo, pesmijo. V pesmi so skale številne resnične zgodbe iz trpečega življenja, ljudskem kriku po svobodi, številne bitke za osvoboditev makedonskega naroda, herojstva makedonskih sinov, ki so se žrtvovali za domovino, številne neuslišane ljubezni. Makedonska ljudska pesem izhaja iz najstarejše zgodovine makedonskega naroda in je del od bogate folklorne dediščine, avtor je neznan, prenašala pa se je ustno. Začeli so se zapisovati v 19. stoletju v času prerodbenikov. Razvrščene so po skupinah lirske pesmi, ker so temelj čustva, ker se delijo na več podvrst, kot so obredne, mitološke, verske, delovne, ljubezenske, družinske, otroške, humoristične in žalostinke. Najstarejše so obredne lirske pesmi. V njih se vidi moč besed, verovanje v magičnem delovanju besede, katero izhaja še iz časa poganov. Najbolj številna je skupina ljubezenskih ljudskih pesmi, ker je motiv ljubezensko čustvo v vseh njegovih oblikah in nijansah. Epske pesmi, ki jih oblikuje idejno bogata vsebina, osnovna tema, motiv je ljubezen do domovine, veličanje junaštva, zgodovinsko znanih in neznanih oseb, idealizacija junaka in jih delimo na nezgodovinske, torej mitološke, religijske, legendarne teme in zgodovinske, junaške, hajduške, revolucionarne in partizanske pesmi. Junaški ep se je razvil proti koncu 14. stoletja, v času padca Makedonije pod turško vladavino. Makedonski ljudski plesi imajo pomembno mesto v makedonski folklori in glasbeni tradiciji. Predstavljajo sintezo na tisto, kar je makedonski narod ohranil iz svoje prazgodovine. Ima svoje značilnosti, predvsem pa nepravilen sedemoslinski tak, po kateri se razlikuje od svojih sosedov in se kaže v raznolikosti in bogatstvu gibanja in odnosa v igri. Makedonski ljudski plesi so številni in raznoliki. Njihova imena so izpeljani iz krajevnih imen, osebnih imen, obrti, živali, instrumentov, vrsto plesa, način držanja in običajev. Melodijo v naših ljudskih plesov temeljijo na kratko ritmično spremembo ritma, se pojavlja v več plesov, običajno iz počasnega ritma prehaja oro na hitrejše. Njihova imena, melodijo, pravzaprav makedonski ljudski ples se z eno besedo na kratko imenuje oro in je simbol enotnosti, ena oseba ne more plesati oro, niti dve ali tri. Smisel ora je skupna radost, usklajenost korakov, rok ujetih v neskončen venec in bolj ko je oro daljše, toliko močnejše je sila in močnejša sporočilo ora. Oro ponazarja tudi sonce, ki je stoletni simbol Makedonije. Oro se lahko odpira in zapira, igralci se držijo za roke ali ramena, ali pas, ali ročne, ali roko navzdol. Vsi igralci igrajo na enak način, razen na sprednji strani in zadnji igralec, kateri lahko upravlja dodatne korake in gibe. Oro se ponavadi vije na desno stran, no obstajajo tudi ora, ki se vijejo na levo. Ora se igra z ljudskimi glasbili, dude, boben, piščal, tarabuka, tamburin, zurla, klarinet. In se vrhajo z bogato koreografijo, počepi, kleče, stranskimi koraki, poskoki, križnimi koraki, igranje na kolenih. Makedonski ljudski plesi so zanimiva kombinacija nežnosti, možatosti, spretnosti, ki v visoko razvitem ritmu plesa predstavljajo ljudsko umetnost v njeni najboljši podobi. Ognjevitost in izjemna kvaliteta glasbenikov ter plesalcev te vrhunske
vrhunskega ora odlično ponazarijo deželo sonca, neštetih kulturnih spomenikov, mnogih jezer in prijazne ljudi. Najbolj znano ora so Kopačka, Teškoto, Marijovska Tresenica, Pajduškoto, Čupurlika, Elino Mume, Vodarki in še bi lahko naštevali. Pri igri ora so igralci oblečeni v narodnih nošnjah, kostumih, kateri v Makedoniji imajo častitljivo tradicijo. So del materialne kulture makedonskega ljudstva in pomembna veja ljudske umetnosti, nastale kot kolektivna korist makedonskega naroda, ter so v mnogih letih prenašana iz roda v rod. Danes bomo predstavili delček makedonske folklore od naše folklorne sekcije, katere vodja je Blaž Atanasov. Drugič malo več. Mislim, da še to je malo dobro.
Da, da. Vikli. Da, najbolj da. Teška. Itola, moj roden kraj, od tebe sum roden, mene si mir. Itola, moj roden kraj, ja se sakam, za tebe lejam. Bitola, moj roden kraj, ja se sakam, za tebe lejam. Mnogo gradovi, sela projdo, kako tebe mil za mene nigde ne najdo. Bitola, moj roden kraj, ja se sakam, za tebe lejam. Bitola, moj roden kraj, ja se sakam, za tebe lejam. Eleno, tjerko Eleno, ti jedna majka, što stojiš tjerko, što misliš, što knjiga pišu vam. Što stojiš tjerko, što misliš, što knjiga pišu vam. Pišu vam, majko, pišu vam, dobravo te vreme. Elene, majko, Elene, na moje tolive. Elene, majko, Elene, na moje tolive. Prokleta vide, sreća da ne vide, koji brza pošta. Koji brza pošta, ljubov da vodi, dve srca da strada. Koji brza pošta, ljubov da vodi, dve srca da strada. Često sonego se srekava, srce mi treperi. Srce mi treperi, duša ne mi dava, kako da oprozvoram. Srce mi treperi, duša ne mi dava, kako da oprozvoram. Od strumica
a ti me događaš dušo, srce moje Jovano. More Sokol pije, voda na Vardaro. More Sokol pije, voda na Vardaro. Za konec vam bom še na kratko predstavila Makedonsko kulturno društvo, ki ste ga v teh par minutah ste ga čuli in videli. Delovanje Makedonskega kulturnega društva Kočoracin Obala, Koper, sega v daljne leto 1991, ko so se prvi zbrali entuzijasti in želeli se predstaviti lokalni skupnosti, svojo kulturo, tradicijo, običaji, jezikom, pesmijo in plesom. Takrat še nismo bili organizirani uradno v samostojno društvo, temveč kot kulturna sekcija pri Zveze makedonskih kulturnih društv Ljubljana,
z imenom Kiril in Metodija Koper. Leta 1992, 11 nas se je zbralo željo po večji aktivnosti in organiziranosti, ter uradno smo se prestrukturirali in poimenovali v Makedonsko kulturno kočo Racin Obala Koper. Ustanovitelji društva so Slavka Naumovska, tudi med nami je tukaj, Peter Naumovski iz Kopra, Violeta Mativič iz Izola, jaz, takrat Izola, no, danes Koper, Ivan Iselski Koper, Dimitar Lazarevski Koper, Cvetan Pretejkovski Koper, Milovan Čočorovski Portorož, Vanča Šumanov Izola, pokojni Jovan Tasovski Koper in pokojni Kiro Jordanovski Izola. Za nas, Makedonce, živeče na obali, ustanovitev Makedonskega kulturnega društva je eden od najpomembnejših naših dosežkov, kajti preko njega se izražamo in predstavljamo lokalni skupnosti, svojo identiteto, kulturo, tradicijo, zgodovino, folkloro, kulinariko in tako naprej. S tem gradimo mostove, prijateljstva in krepimo medkulturni dialog. V zadnjih 2 letih smo predvsem najbolj aktivni s predstavitvijo makedonske folklore, katera je del makedonske identitete in tukaj predvsem naši podmladek, kateri so se nam pridružili v zadnjih 2 letih. Ime s ponosom nosimo po velikem makedonskem poetu, revolucionarju, utemeljitelju sodobne makedonske književnosti, Koste Sole Vracina, skrajšano partizanski ime Kočo Racin. Kočo Racin je rojen 22.12.1908 v Velesu. Njegova pesniška zbirka Bele zore, izdana leta 1939 v Samoboru blizu Zagreba, velja za prvo sodobno makedonsko knjigo v makedonščini v takratni kraljevini Jugoslavije. V spredju njegovega pesniškega zanimanja je bila usoda delavcev, propadlih kmetov, njihovo odhajanje za delom v tujino, njihovo prihodnost je videl v uporu proti zatiranju. Tema pesniške zbirke je predvsem socialna, domoljubna in revolucionarna. Tiskana je bila v 4000 primerkov in v njej 12 pesmi. Nekaj njegovih pesmi so prepete, dodane so jim glasbene note, celo ponarodeli so. Ena najbolj znanih ponarodelih njegovih pesmi je, ki jo je malo prej tudi odpel, Nas tu ga dućam da imam. Številni dojeni makedonske glasbene scene so jo prepeli, svojo glasbeno spremljavo je dobila tudi ena pomembna žalostinka Lenka v izvedbi makedonskega dojena in kulturnega ambasadorja Zafira Kadžimanova. Svoj pogled na makedonsko pesem je izrazil v eseju, katerega žal ni dokončal, ker ga je prehitela tragična smrt. Racinovo delo navdušuje svojo raznolikostjo in bogatstvom, zato smo ponosni, da naše makedonsko kulturno društvo na obali nosi njegovo ime. V bližnji prihodnosti bomo na dan njegovega rojstva pripravili pesniško delavnico, kjer vam ga bomo posebej predstavili ter podrobno analizirali njegovo poezijo. Lepo vabljeni.